Joša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes malo različen stil videa, nisem od zunaj, ni vlog, ni trening. Danes bomo naredili nek, bi se reklo, reaction style video. Olimpija teden je tukaj. Ta teden, ko je uploadan ta video za vikend, bo potekala toliko dočakana Olimpija, ko se vsi najboljši bodybuilderi v bistvu tekmujejo med sabo. Vsi, v bistvu cel bodybuilding community čaka samo na to tekmo celo leto in končno je tukaj. Tako da, kaj bo v današnjem videu? Ta video delam, ker, kot bi se reklo, nek predstavnik fitnessa in mogoče tudi bodybuildinga, recimo, bi rad dal malo več pozornosti na ta šport, ker v bistvu, ko pride do tekme, je ta šport res zanimiv za gledati, za slediti, ko so pouzdavni med najboljšimi bodybuilderji na svetu, je to res zelo, zelo zanimivo gledati. Tako da danes bom poskušal dati malo več pozornosti na to Olimpijo, s tem, da bomo šli skozi 3 največje moške kategorije, in sicer men fizik, open bodybuilding in na koncu še trenutno najbolj nahajpan in, bi se reklo, famous classic fizik. Zdaj, zakaj ne bom ostale moške, zakaj ne bom mogoče katerokoli od ženskih, ker ne sledim, nimam znanja, res ne vem, kdo je, kdo ni, tako da o stvareh, ki ne vem, ne bom govoril. Classic fizik in open bodybuilding redno spremljam, vem zelo dobro. Men's fizik mogoče ne tako kot classic fizik in open bodybuilding, ampak v zadnjem času tudi to spremljam. Še posebej letošnja Olimpija bo zelo, zelo, zelo zanimiva tudi v men's fiziku. Tako da danes bomo šli skozi te kategorije, prva men's fizik, potem open bodybuilding in čisto na koncu classic fizik. Pokazal vam bom top 3 od lani, pokazal vam bom, oziroma povedal vam bom moj prediction za top 3 letošnji in potem recimo še nekoga, ki ga je vredno omeniti, ki ne bo v top 3, ampak ki ga je vredno omeniti zaradi svojih posebnih lastnosti, bi se reklo. In evo, za začetek tega videa lahko spustiš like, če še nisi, se subscribaj in gremo takoj začeti z men's fizik divizijo. Evo ga, to je bil top 5 od lani na men's fiziku. Tako da, če pač omenimo samo top 3, tako da imam tukaj tukaj je Diogo Montenegro, ker je full stisnjen, midsection nima, bi se reklo, zelo, zelo, zelo poseben. Ampak, če je bil top 3, verjetno nekaj ima. Zdaj, lani so full zamenjali nekako, kako ocenjujejo. No, lani so šli na zmagovalca Erina Banksa, pred Brandon Hendricksonom, ki je že 2-time, oziroma 3-time Mr. Olympia v men's fiziku. Tako da so šli na njega, ki je dosti višji, ni tako nizek, tako stisnjen upper body. Potem letos tudi vemo, da so na men's fiziku dali restrictionse, torej da so jim omejili težo, ker itak tukaj ne kažejo noge, tako da od teh mogoče noben ni stavil preveč na nogi in bi se reklo, so dajali celo težo v upper body. Potem nekateri men's fiziki so postajali v upper bodyju že večji kot classic, kar je šlo popolnoma izven teh nekih, bi se reklo, limitov, ki si jih je želel postaviti men's fizik, ker to je kao beach body. Malo unrealistic beach body, ampak okej. Montenegro, on je bil 3. Meni osebno, kot sem rekel, nič posebnega, res. Potem drugi je bil 3-time men's fizik Mr. Olympia, oziroma Olympia champion, Brandon Hendrickson. On ima insane fizik, ampak on je ta fizik, kjer je nizek, je stisnjen in ima ta upper body full stisnjen. Do zdaj je to full delovalo v men's fiziku, zdaj lani pa so potem zbrali Erina Banksa, ki je dosti višji, ima pa res te ogromne, široka ramena, kar iščejo v men's fiziku, in pa ta slim waist. Kaj pa se je zgodilo? Zgodilo se je, da je na enem profesionalnem bodybuilding show, zdaj malo pred Olimpijo, je Erin Banks šel tekmovati in je kot aktivni prvak je na nekem random show, ne random, ampak profesionalnem show zgubil. Mislim, da je bil Legion Fest show in zgubil je proti meni osebno najboljšem men's fiziku. On je res amazing men's fizik, in sicer Kyron je meni res the perfect men's fizik, tako da on je tudi ta res visok, ne tako stisnjen, perfektne proporcije, midsection, insane. In recimo glede na to, koliko so spremenili lani,
ta voting čisto možno, da bo letos prišel malo više. Torej, on je zmagal aktivnega prvaka Erina Banksa, za katerega pa se je vedlo. On je tudi šel v ta šov zelo samozavestno, tudi mogoče malo arogantno. Vedlo se je, da ni bil 100% pripravljen glede forme in je zelo arogantno šel v ta šov v smislu, da saj tudi če nisem 100% bom zmagal, in potem bi se reklo, je dobil prst, je zgubil. Ampak jaz osebno mislim, da, ker na Olimpijo bo prišel 100%, 105% bo prišel na Olimpijo, da glede na to, kako so spremenili te neke ratingse, bo tudi letos Erin Banks prvak men's fizika. Tako da to je moj prediction. Na drugo mesto bom pa dal Kyrona. Ki je lani bil out of the top 5. Lani je bil Kyron, kot tukaj vidimo, 6. Tako da letos bi ga res dal, glede na te neke nove ratingse, torej da iščejo malo te neke više fizike, bi ga dal na drugo mesto, in na tretje mesto bom letos postavil Brandona. To je zdaj moj prediction, lahko se strinjate, lahko se ne strinjate, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Še nekateri atleti, ki so worth mentioning, the big return of Jeremy Buendia, ki je najbolj uspešen men's fizik prvak, 4-kratni men's fizik prvak, ampak ko je on tekmoval, je ta bila divizija še zelo različna, so bili dosti manjši. Zdaj letos se je pokazal v zelo dobri formi, dosti večji, prišel je nazaj iz nekih, bi se reklo, poškodb plus mentalnih problemov. Tako da he is back, kot prvak si ti potem lifetime kvalificiran na Olimpijo in se lahko vrneš kadarkoli. Tudi če zgledaš kot krompir, bi se reklo, ampak on zgleda zelo dobro, ampak pri njemu spet vidim ta problem, da je nizek in pa stisnjen. Slab fizik, daleč od tega, da bi bil slab fizik, ni, ampak dosti se je spremenilo v men's fiziku. Res je tudi, da je full, mislim, da je men's fizik kategorija od teh treh, ki jih bom danes, za največ competitorsi, tako da je, bi se reklo, naprimer, top 10 je že zelo dobra stvar, tako da osebno ne bi vedel, kje bi ga postavil. In še ena dva, ki sta worth mentioning meni osebno, je Corey Morris, ki je lani bil 8. Letos bi ga spet postavil malo više, spet v tem smislu, da iščejo to neko malo višjo, ne tako stisnjeno postavo, pač ta postava je res insane za men's fizik, če mene vprašaš. Lani je bil 8. Zdaj, če bojo spreminjali na to, da pač iščejo te malo višje, malo bolj raztegnjene men's fizike, ne tako stisnjene, je potem on perfect za nek top 5, če je bil lani 8. In še nazadnje nekdo, ki je worth mentioning, seveda the classic aesthetic Ryan Terry, najboljši midsection v men's fiziku. On je neki in the middle, ni neki preveč stisnjen, ni neki preveč visok, tako da Ryan Terry zna priti tudi v top 5, why not? Tako da evo, to je bil moj prediction za men's fizik. Gremo zdaj naprej na open bodybuilding. Ok, tukaj imamo to, kar se je zgodilo v open bodybuildingu lani. Res bi se reklo, se je ta divizija pretresla. Tukaj čisto desno imamo Big Remija, ki je bil prvak. In iz tega, da je bil prvak, je potem šel na 5. mesto. Nekako bil zelo poškodovan, bi se rekel. Njegovo telo je bilo res grozno poškodovano, ni izgledalo dobro. In lani je bil prvak Hadi Choopan. Drugo mesto Derek Lansford, ki je prvič tekmoval v open fiziku, potem da je bil 212 competitor. Tretje mesto The Mutant, Nick Walker. In četrto mesto Brandon Curry. Nick Walker, ja, res The Mutant, meni osebno fiziki, kot so Nick Walker, kot so Hadi Choopan, niso mi všeč, posebno mi res niso všeč, so full stisnjeni. Razumem, da so open bodybuilding in vse, ampak lahko si stisnjen in izgledaš lepo. Dober primer tega je prav Derek, ki je zelo nizek, ampak vseeno izgleda bolj estetik, ima lepše linije, ima lepšo kompozicijo kot pa tista dva. Zdaj, kaj se je zgodilo lani? Lani Hadi Choopan je bil že enih parkrat drugi, bil je tudi, ima velik fanbase za sabo, bil je tudi elektan kot People's Champ parkrat in lani mislim, da je bilo malo komplementacije, osebno mnenje,
Torej, Big Ram je bil res ful poškodovan, niso mu absolutno mogli dati trofejo. Hadi je bil toliko let drugi in iz nekega respekta so mu dali ta trofejo, tudi zakaj? Ker je Derek Lansford komaj prvo leto tekmoval v Open. In da bi Hadi zdaj izgubil proti Dereku, ki je prvo leto prišel v Open in da bi mu takoj pobral naslov, ne vem, nekako ne bi bila neka dobra zgodba. Moramo imeti v glavi, da je IFBB, torej te, ki organizirajo to Olimpijo, to je biznis. To ni športna organizacija, to je na koncu biznis. In nažalost, osebno menim, da tudi ta politični vidik in te neke smiselne, ta neka zgodba ima tudi ful vpliva na to, ampak ne, da si Hadi ni zaslužil. Hadi je izgledal res zelo dobro, Derek je izgledal zelo blizu dobro, tako da vsa ta zgodba je k temu, da bi jaz letos predvidevam, da bo Derek šampion, da bo Derek Open fizik in Hadi mislim, da ne bo potrjen kot prvak letos, tako da osebno prediction za Open bi jaz dal Derek na prvem mestu, na drugem mestu Hadi in na tretjem mestu, ki je lani bil Nick, bi letos dal Samson Dauda. Samson Dauda, the Nigerian Lion, on pa je res open bodybuilder, ki meni izgleda lepo, ker je visok, ni stisnjen, ima res te neke športne linije in je ogromen. Zmagal je Arnold Classic. Lani, če grem pogledat, lani je bil 6. Tako da letos, jaz mislim, da je leto, v katero bo Samson Dauda breakal v top 5 in postavil bi ga kar takoj na tretje mesto, tudi pred Nick Walkerjem. Nick Walkerja bi potem, po mojem, dal na 4. mesto. Evo me, Max iz prihodnosti tukaj likar editam video in je prišla ven zelo slaba novica. Nick Walker, tukaj lahko vidite začetek videa, cover, ne najlepša slika in sicer... I have some very unfortunate news to deliver to you guys. I will not be competing in this year's Mr. Olympia to a hamstring tear. Tako da ja, Nick Walker is out, eden izmed številnih tako big players, bi se reklo, v Open kategoriji, katerih ne bo, tako da zelo grda poškodba hamstringa, zadnje lože, tako da ja, Nick Walkerja ne bo. Gremo naprej z videom. Nekoga, ki je še absolutno potrebno omeniti, je Brandon Curry, ki je že enkrat zmagal Mr. Olympijo. Brandon Curry je res neka klasika v tem top 5 in vsako leto prinese res zelo dober fizik. Še nekdo, ki je zelo dober in worth mentioning, je Andrew Jacked. To je res, mislim, da glede weighta, glede kilaže je to največji bodybuilder, je res zelo visok in ogromen. On bo zelo dober, lani je bil 8, tako je, lani je bil 8, tako da letos bo sigurno prišel bliže temu top 5. Ne vem, če bo krekal v top 5, ampak po mojem bo više kot pa 8. mesto. Še nekdo, ki je zame worth mentioning, je Charles Griffin, ki lani je bil zelo daleč, bil je 14. Letos pa mislim, da Charles je kar dominant od tega, kar je pokazal in mislim, da lahko pride v top 10 easily letos. In na koncu še zadnji, ki je worth mentioning, meni je Michael Krizo, ki je lani prvič nasplošno tekmoval v IFBB-ju. Je res nekdo, na katerega je treba gledati. Torej, lani je bil 12. Letos tudi za njega pričakujem, da bo prišel, vstopil v top 10 Open Bodybuilding. To je to za Open Bodybuilding in gremo zdaj na najbolj nahajpan, pričakovan Classic fizik. Kaj se je zgodilo lani? Lani se je v bistvu zgodilo to, kar smo vsi pričakovali, in sicer, da je Bumstead zmagal. Chris, 4-time Mr. Olympia, je bil prvi. Ramon se je lani krepko izboljšal in je tako padel na drugo mesto. Urs 3, Brian Ansley, 2-time Classic fizik, Olympia champion, je bil 4. in pa Mike Sommerfield je bil 5. Urs se je glede na lani, njegova lanska forma
on stage in to je, bi se reklo, zelo, zelo podobna poza, ki jo je naredil in tukaj 4 weeks out oziroma 5 weeks out, če smo točni in lahko vidimo, koliko je večji. Classic Physique je letos dobil spremembo in sicer za vsako višino je prišel majhno povečanje v dovoljeni kilaži, ker Classic Physique si omejen glede na svojo kilažo, lahko samo do tot kilaže prideš, več kot to ne smeš, tako da ostanejo te neke proporcije, da nisi preveč stisnjen kot pa tisti open bodybuilders. In letos so jim zvišali, zdaj niti ne spomnim se točno za koliko, mislim, da 1,5 kg, 2 kg, nekaj takšnega, zdaj odvisno glede na višino. Važno je to, da bojo letošnji klasiki večji in to se vidi že pri vseh, že zdaj v prepu, ker Urs je ogromen, pokazal se je že večkrat, kaže se stalno. Chris je tudi krepko večji kot lani. Prednost Chrisa do zdaj je bila vedno to, da je njegova proporcija, njegova genetika insane, ampak bilo je samo do tega proti Ramonu, da ima zelo boljši hrbet, ampak krepko večji je bil. On stage je bil CBum krepko večji od slik, ki jih je dal, zgleda res ogromen, glede na to je bil 5 weeks out, tako da če primerjamo 5 weeks out Ursa, 5 weeks out CBuma, mogoče lahko rečemo, da je Urs malo naprej v conditioningu, ampak Urs je vedno zelo conditioned, za CBuma pa seveda zelo hitro pride v condition, tako da CBum je ogromen. Edini, ki pa se nič ne kaže, je Ramon, glavni kontender za mogoče kaj zmotiti CBuma. Nič se ne kaže, zdaj ali to kaj pomeni, ali so to samo mind gamesi, po mojem mnenju so to samo mind gamesi za narediti CBuma mogoče malo nesigurnega, kakorkoli. Kaj je zmanjkalo lani Ramonu, kot smo rekli, veličina in pa hrbet. To sta dve glavni stvari, hrbet je imel Chris krepko boljši. Stvari, ki ima Ramon boljši od CBuma so roke. Ampak roke ne zmagajo bodybuilding showa, to, kar zmaga bodybuilding show je hrbet, prsa, noge in tako naprej. Moj prediction za letos, jaz bi rekel, da bo spet letos tudi CBum zmagal, me pa muči drugo mesto. Ne vem, koga bi postavil na drugo mesto, zakaj, ker ne vem, kako izgleda Ramon, ne vem, koliko se je izboljšal. Zdaj za tem weightom, ki so ga zvišali, sigurno je boljši od lani, ne vem pa koliko se je izboljšal od lani. Ni se nič pokazal, tako da jaz sem tukaj, ne vem koga postaviti na drugo mesto, ali Ursa ali Ramona. Urs izven top 3 ne bo, sigurno ne bo. Jaz mislim, da noben drugi klasik ne pride blizu njim trem. So zelo dobri drugi klasiki, katerih bom še omenil, ampak ti trije so zdaj res tako zelo pač dominirajo. Dominirajo, so zelo dobri. Zdaj sigurno se je vsak klasik izboljšal s tem, da so jim dodali kile in tukaj res ne vem, koga bi postavil na drugo mesto, ali je to Urs ali je to Ramon. Urs se je ogromno izboljšal od lani, to je dejstvo. Urs je lani bil majhen, bi se reklo, ne? Ampak Urs je lani bil premajhen, ne? Proti CBumu je izgledal res zelo majhen, ampak pač to je ta prednost CBuma, ker je toliko višji. Zdaj, letos je Urs krepko večji, zelo dobro je uporabil to, kar so jim dodali kilažo in bo bil zelo boljši od lani. Ramon, ne vem, ker se ni pokazal, tako da ne bi točno vedel, kaj dela Ramon, kaj kuha, bi se reklo, let him cook. Tako da to bo še zelo zanimivo, ampak mislim, da tudi Chris ima letos tudi ta naslov v svojih rokah. Kot sem prej omenil, to je biznes, na koncu dneva je to biznes in osebno menim, da tudi če bo Ramon 1% boljši, torej ne da se bo izenačil s CBumom, tudi če bo se mogoče 1% boljši od CBuma, bojo Chrisu dali naslov. Zakaj? Ramon pač CBum je tako pozitivna slika, tako pozitivna reklama za ta šport bodybuildinga. Še sami veste, koliko od vas je CBum prinesel v šport oziroma približal v šport bodybuildinga, v ta svet. In to je res, to nima cene za takšen biznes.
In dokler bo on lahko prenesel neko tašno res dominantno, ker ne bo res razbit, poškodovan. Zdaj, lani je že imel neke poškodbe, Chris. Če gremo na stage shote od lani, to je nekako en stage shot, v katerem se vidi tukaj, zdaj ne vem, če je to mirror, kakorkoli na desnem kodu, neka poškodba, nek rupture, tako da to je ena poškodba, ki jo je imel. Potem druga poškodba, ki jo je imel, je bil biceps, o katerem se je dosti govorilo. Zdaj tukaj ne najdem nobene slike, ker bi bil front double biceps. Ja, mogoče ga niti namerno ni postal, ampak evo, tukaj se mogoče malo vidi. V glavnem veliko folka je mislilo, da je mogoče prišlo do nekega polnjenja mišice. Potem po show je Chris dal video, da je imel poškodbo na bicepsu, tako da biceps ta je res gledal zelo slabo, ampak vse ostalo je imel zelo dobro. Še eno poškodbo je imel. No, tukaj neko poškodbo je imel za zadnjo desno ložo, nekako in tudi nekaj je razbito. Tako da vseeno Chris je dal že neke poškodbe skozi in naprimer to je razlog, zaradi katerega je Big Ramy lani zgubil, ker je bilo telo res razbito. Popolnoma razbito telo in ko pride do tega, potem telo res ne izgleda dobro. Zdaj, ali je to letos? To leto, kjer je Sibam razbit, osebno mislim, da ne. Sigurno je po mojem popravil vse te poškodbe, kolikor se to le da jih je napolnil in bo letos spet prvak. Zdaj, koga je še vredno omeniti, Breon Ansley, two-time Classic Physique Olympia champion. On je lani povedal, da ne bo več tekmoval v Classicu, da se bo premestil v 212 divizijo, to je ta ena divizija, o kateri danes ne govorim, kjer so vsi omejeni na 212 pounds. In ja, in na koncu potem se je spet odločil, da bo spet Classic letos. Ampak osebno mislim, da, torej lani je bil 4. Osebno mislim, da to, da je bil, torej 212, ne, 212 ne bom malo Classic, bom Classic, ne vem, to, da je bil vmes, to te vseeno pretrese, tvoj nekako proces pridobivanja, ker mislim, da vseeno je neka razlika pri njemu, če bi se on pripravljal na 212 ali pa na Classic. Tako da mislim, da ga bo to malo zmedlo in ga bo po mojem porinilo še malo bolj dol, od kje je bil, lani je bil 4. Tako da ne vem, osebno se letos ne počutim predobro glede Breona. In potem imamo Terence Ruffin, kateri je lani dobil res, bi se reklo, en mentalni udarec iz tega, da je bil drugi, dvakrat se mi zdi za Sibamom, je potem lani bil out of the top 5, bil je 6, tako da niso več iskali ta res stisnjen Miken X-frame v Classicu, ampak so iskali te neke bolj više, bolj raztegnjene Classic fizike. Zdaj, sigurno je on dobil feedback od lani, od judgesov, ga je implementiral, ja, zdaj ne vem, koliko bo to spremenil. Gledal sem njegov na zadnji show, v katerem se je on kvalificiral na Olimpijo, mislim, da je bil to Dubai Pro in osebno nisem bil zelo prepričan v fizik, v njegovih slikah, ko se slika v njegovem gymu ali kakorkoli, izgleda brutalno, potem tam on stage, ne vem, ni bil najbolj prepričljiv, mogoče tudi ni prišel 100% not, ampak sigurno se je izboljšal glede na lani. In še zadnji, ki je zame worth mentioning v Classic fiziku, ki je meni osebno zelo všeč, torej Wesley Vissers, ki je lani bil 8, on je res vintage genetics, kot se tudi sam poimenuje, ima res zelo posebno genetiko, ampak zgleda res fantastično, meni osebno mi je zelo všeč, tako da letos sigurno se bo zbližal top 5, če ne, da bo mogoče tudi vstopil v top 5. In evo ga, to so moji predictioni, moja osebna analiza, nisem strokovnjak niti približno, mogoče sem falil vse, kar sem rekel, ampak evo, to je nekako moje mnenje, da ga povem in da dam malo več pozornosti na to Olimpijo, na ta bodybuilding šport. Zdaj Olimpija poteka ta vikend, torej od 3. do 5. Točen spored vseh tekem ne vem, verjamem, da je nek prejudging teh glavnih v soboto in potem finalsi so v nedeljo. Kje lahko gledate Olimpijo? Ja, the official way je to, da kupite Olympia livestream, ki pa je zelo drag, mislim, da je njih $60-70,
Ampak dobro, če se date skupina vaših gym brojev skupaj, vsak da po 10 €, potem se lahko skupaj gleda to Olimpijo. Evo, bomo videli, če sem kje ali karkoli zadev od mojih predictionsov. Dajte mi napisati še vaše predictionse, oziroma vaš top 3 za katerokoli divizijo, ki vam je največ všeč, verjetno Classic, ali pa katerokoli drugo, kateri od teh treh, ki smo danes govorili. Kot vedno, folk, v descriptionu imate vse moje linke, link do Gymbeama, kjer lahko uporabite kodo MAX5 za 5% popusta in mene direktno supportati, link do FMF stora mojega brenda, tako da lahko ga supportate. Drop številka 2 prihaja zelo hmalo, zdaj konec novembra, začetek decembra, Mesh Shorts, in v descriptionu imate tudi link do prijave za coaching in pa do bulk programa. Tako da vse stvari imate v descriptionu. Če vam je ta video bil všeč, spusti like, subscribaj se, če še nisi. In evo folk, to je to od mene za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.